Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še iz Kidričevega, iz tukajšnjega športnega parka. Prizorišče zadnje tekme 30. kroga v ligi Telemach je to. Pred nami je obračun med Aluminijem in Muro. Obračun sosedov na lestvici. Najprej si bomo seveda pogledali rezultate doslej odigranih tekem. Vse točke za zdaj na uvodnih treh srečanjih so ostale doma. Najprej v Kopru, torek Koper-Maribor 3-1, potem pa včeraj Bravo Primorje po preobratu 2-1 in v drugem derbiju tega kroga sinoči na stadionu z Dežele v Celju še Celje Olimpija 2-0. Danes pa torej še dvoboj med Aluminijem in Muro. Na Fazaneriji Matic Verbanec, ki ste ga videli, je za Muro odigral 27 tekem in dosegel 2 zadetka. Kauter spodaj v kazenski prostor, najvišji je bil Jelič Balta. Mimo vrat je sprožil Jagič, je tisti, ki zdaj preganja Murinega kapetana. Priložnost za Svržnjaka, ki je sam pred vrati. Svržnjak samo zunanji del mreže. V 6 krogih prednost 5 točk, kar lepa. Kurtovič preigrava. Na koncu je odbil Evangelu. Do žoge je zdaj Korošec. Pa Turudija, lepo se je s sprejemom otresel svojega čuvaja. Kurtovič strelja, mislim, da se je tudi od Rousa na koncu žoga odbila. Ta popravila zadevo, ki je precej pestila Muro. Feta ima priložnost, potem pa se je od Čeha žoga odbila mimo vrat. Tule praktično ni bilo možnosti. Kratka podaja do Turudije. Turudija, priložnost za Muro. Še lahko nevarno. Boben poizkuša. Proleta je bil na koncu malce prekratek. Taylor. Veliko prostora za Taylorja. Feta je hiter in spreten. Bliže bo moral stati Akbevor. Svržnjak pred vrata. Priložnost in vodstvo Aluminija. Taylor je strelec. Kaj so tule počeli Muraši na golovi črti? Dermasti je žoga ušla. Svržnjak je bil tisti, ki je podal pred vrata. Najbolje pa se je potem znašel pred golom Erik Taylor. Njegov drugi zadetek v prvi ligi, prvi pa za Aluminij, kajti avgusta, ko je zadev proti Bravo, je to storil še v vijoličasti majici Maribora. Zdaj pa se veseli še svojega prvega gola v dresu Aluminija. Erik Taylor v 36. minuti so Kidričani prišli do vodstva. Tule poglejmo še enkrat, kaj se je dogajalo. Poglejte, koliko prostora je imel Taylor. Prepovedanega položaja tule seveda ni bilo. Tudi Feta je sam sprejemal, se potem zlahka otresel Akbevorja s tole podajo proti Svržnjaku. Mislim, da tudi tu ni bilo prepovedanega položaja. Kaj vse so počeli Muraši. Najprej je Dermasti žoga ušla, potem je Boben preslabo odbil. Mislim, da se je še enkrat žoga odbila v Murinega vratarja. Ja, in potem je seveda Taylor tole večkratno darilo Murašev. Kauter. Gneča seveda v kazenskem prostoru. Še enkrat Kauter poizkuša obramba Matjaža Rozmana. Sredovan v zadnji vrsti uspešnih danes Ida Kodermana. Še enkrat Koderman v bloku. Mislim, da tule ni šlo za igro z roko in za 11 metrovko, kot so jo signalizirali Muraši. So pa zdaj v nevarni akciji. Boben, ostra žoga pred gol. Dobra poteza Matije Bobna. Oda še boljše. Kar dvakrat zapored, zdaj tudi vratar Matjaž Rozman. Kauter z novim predložkom, Proleta poizkuša, požrtvovalno Simonič in zdaj proti napad Aluminija, Maher za Čeha.
Feta se je izstrelil, zdaj po levi strani, tule je Feta, priložnost za Kidričane, 2-0, če bo pri zadetku ostalo, glede na to, da bodo pregledali situacijo v Aluminijevem kazenskem prostoru, če bo takole ostalo, pa je Feta, kot sem to danes že omenjal, eden od kandidatov za prvega strelca lige, kajti zdaj se je vodilnima Franku Kovačeviču in Benjaminu Teteju svojim 10. golom v tem prvenstvu približal na vsega en zadetek. Podajalec pa Lukas Čeh. Izjemen protinapad Aluminija je bil to. Imamo pa na dolgu seveda še marsikaj pogledati situacijo v kazenskem prostoru, ko so Muraši iskali najstrožjo kazen. Tule zdaj poglejmo. Rozman je šel iz vrat. Tole je bilo še vse čisto. Tole ne bo 11 metrovka. Če je slučajno Simoniča žoga oplazila. Tole bomo videli vse skupaj še pobližje, pa niti nisem prepričan, če ga sploh je. Medtem je gol tako ali tako že priznan v skladu s pričakovanji. Sledil pa je bliskovit protinapad Aluminija in po podaji Čeha zadetek Beharja Fete. Priložnost je to zdaj za Aluminij, 4-3. Maher lahko strelja, Maher, vratnica. Vratnico je zatresel Rok Maher. Kasalo, dobra podaja, Kovačičev prostor, sam je Eichmajer in Kulenović za znižanje na 2-1. Vanja Kulenović, njegov prvi prvoligaški zadetek. Dva rezervista sta tule zaključila akcijo. Eichmajer z nesebično podajo, Vanja Kulenović pa z neposredne bližine za znižanje na 2-1 in kanček upanja za Muro. Še 3 minute preostajajo do konca tekme. Tule je 22-letni hrvaški napadalec Vanja Kulenović, ki je torej znižal na 2-1. Premočna podaja bo to za Blodka. Zdaj se bo še bolj mudilo Murašev. Ja, tule medtem spremljate tole akcijo za znižanje. Eichmajer je lepo nesebično podal Kulenoviću. Mura pa je medtem že v novi nevarni akciji. Ivan Borna na koncu poraz v Kidričevem z 2-1. Če bi igrali takole, kot ste v zaključku, bi se verjetno domov vrnili s kakšno točko. Kakšen je vaš pogled na tole današnje srečanje? Pa ne znam, evo šta bi vam rekao, nakon ovakve dvije utakmice protiv Brava i protiv Aluminija, gdje mi znači nujno rabimo točke i gdje mi odigramo ispod svake razine i gdje se mi jednostavno nakon što primimo gol tek krenemo igrati, to je jednostavno za mene evo neprihvatljivo i ne znam šta bi vam rekao. To je jednostavno, ta naša igra nije vrijedna Murinog grba i dresa i nešto moramo pod hitno mijenjati. Znači igrači moramo staviti neke stvari u glavu da to tako jednostavno ne može. Znači znamo u kakvoj smo situaciji, evo drugi put nam se već pruža neka situacija da si olakšamo neke stvari, da nam ova situacija bude lakša, a mi uporno to ne želimo iskoristiti. Ne znam da li je to neki strah, ne znam, evo iskreno ne vidim zašto bi nas trebao biti strah i zbog čeg se uvukla ta neka panika i to, jer kažem, do sad smo igrali dobro i pokazali smo na nekim utakmicama da znamo i možemo, ali kažem, ove dvije utakmice stvarno ispod svake razine i stvarno, evo, još jednom se je popravičujem našim navijačima i onima koji nas prate, ali kažem, ovo stvarno je ispod svake razine naše. Ivan, ampak še vedno ste v dobri situaciji za obstanek, vendarle imate 4 točke prednosti pred Primorjem. Dobro, Ajdovci tekmo manj, nova priložnost za točke pa v nedeljo, ko pa prihaja Celje, ki si seveda želi potrditve naslova na Fazaneriji. Pa da, mislim, nije se sad niko predao, niti sad situacija, ne znam, da se ne možemo mi spasti ili ne znam, da ne možemo pobijediti, ali jednostavno moramo malo skupiti glave i kažem, i sad protiv Celja isto. Znamo, prvi su, igraju najljepši nogomet i odigrali su vrhunsku sezonu u Europi isto i jednostavno moramo se skupiti na Fazaneriji i pokazati nešto drugo jednostavno. Ja mislim da od ovog gore ne može, a sad, kažem, nadam se
da će nam doći u glavu neke stvari i da ćemo pokazati puno bolji nogomet u nedjelju protiv Celja. Eto, to je neka moja želja, mislim, a i želja svih navijača i stručnog štaba na kraju. Kažem, ljudi se trude, radimo analize, znamo sve kako bi trebali odigrati, onda mi jednostavno ne ispoštujemo to ili jednostavno ne znam, ili ne možemo ili ne želimo, ne znam u čem je problem, ali eto, nadam se da će biti bolje i mora bolje, eto. Eric, first of all, congratulations for the win. Your first expression after this match when you scored, of course, your first goal in Alumini jersey. Yeah, I am really happy to score my first goal for the club, and it was my birthday a few days ago, and I'm happy to able to score this. And our last games has been difficult for us, so it's important win for us in this game. Yeah. Next match, actually next two matches against Bravo. What do you expect? Yeah, we expect to get a good result and yeah, keep going. Thank you very much. Thank you too. Jure Arsič, čestitke za zmago, če je bil še kakšen dvom glede obstanka, ga danes zagotovo ni več. Ali to pomeni, da se zdaj v popolnosti vendarle z mislimi nekako selite v pokalno tekmovanje? Hvala za čestitke. Za nami je ena res težka garaška tekma. Jaz mislim, da smo v tem trenutku rabili točno to. Za obstanek dejansko nismo vsak teden gledali dol po lestvici, niti gor, probamo se osredotočiti na predstavo, na osnove in zgolj na 3 točke. Tako da v vsakem primeru z tega vidika sem zelo vesel. Je pa seveda lažje, ko si zagotoviš tudi verjetno uradno ta obstanek. Fokus gre najprej na Bravo v prvenstvu, potem iz tega analiza Bravota, priprava na Bravo in potem tudi v pokal. Bo pa zanimivo verjetno tudi v vašem razmišljanju, kako se pravzaprav lotiti nedeljske tekme, ki za vas zagotovo ni tako pomembna, kot bo tista v četrtek v Stožicah. Za nas je vsaka tekma pomembna, glede na to, da smo po mentaliteti zmagovalci in se vedno zelo slabo počutimo, ko nismo. Ko ne osvojimo točk, tako da ja, vsekakor, kar se tiče Bravota, tu nekih dilem, nekih skrivalnic ni, že leta in leta igrajo na enak način. Na nas pa je, da se maksimalno skozi to tekmo pripravimo na to, kar nas čaka v pokalu. Najlepša hvala in še enkrat čestitke. Hvala. Tarjan Slavic, na koncu ste lovili točko, niste ujeli, čeprav ste znižali na 2-1, ampak vendarle še vedno obstajate oziroma ostajate v dobri situaciji za obstanek, pa vseeno preden razvijeva še kakšno debato o tem, kako ste videli današnjo tekmo. Tekma ni bila z trenerskega vidika negledljiva. Zelo slaba predstava, mislim, z obeh ekip, ampak jaz bom pač izpostavil mojo. Nismo niti malo si zaslužili nekaj danes. Vse je šlo prepočasi, ni nas bilo nikjer. Edino, kaj so nam, so Borno Proleto pustili v igro in tu se je zadeva končala. Gledali smo ga, kaj bo naredil žogo. Kaj dodati? Absolutno premalo. Fantje vejo, kak je bil plan, kakve so bile ideje. Od tega prvi polčas absolutno nič. Smo pričakovali od gostov, da bodo pa čvrsti, da bodo kompaktni in čakali na svojo priložnost in da bodo igrali te kontre in preskakovali igro. Take gole, kot mi dobivamo, jih mi ne moremo dati. Tudi z nekih priložnosti, če se že ustvarimo, si zelo težko ustvarimo, pa tudi zdaj trenutno nismo v stanju, zakaj da bi preobrnili. Ampak kot rečeno, še vedno ste v zelo dobrem položaju, da si neposredno zagotovite obstanek. Še 5 tekem vas čaka v državnem prvenstvu, naslednja v nedeljo doma proti Celju, ki pa bo verjetno želelo potrditi naslov. Pa ja, vse normalno, ampak mi imamo vse v svojih nogah že 5-6 kol. Od tega ne naredimo nič. Lahko bi naredili že razkorak. Če bi bili očitno, je neka ovira psihološka, mentalna, ker smo, ko moramo, predvsem ekipe zadnje 3 kola, če ljudem so nam dale žogo, da igramo, da mi pokažemo svoje ideje in tu nas ni nikjer. Realno postavijo se, nas kontrirajo, prelahko vse skupaj, mi pa ne najdemo nobenih rešitev v napadu.
Še hujše je ponavadi, ko zadnje čase prijemo zaostanek in potem je še stvar toliko težja. Normalno, tudi po nedeljski tekmi bo verjetno še vedno bomo neki prednosti. Ampak če se to ne bo spremenilo, bo vedno težje.